Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Prihajam torej, kot je kolegica napovedala, iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, kjer smo pred 40 leti ustanovili prvi restavratorski atelje za tekstil v Sloveniji. Takrat smo začeli z restauriranjem bruseljskih tapiserij, ki jih hranimo pri nas v muzeju. Kasneje se je pa delo razširilo še tudi na druge tekstilne predmete, tako da danes v bistvu skrbimo za marsikatero drugo muzejsko institucijo v Sloveniji in jim pomagamo pri tem, pri konzerviranju in restauriranju. In sicer za uvod bi vam rada predstavila v bistvu čisto na kratko nekaj o naši delavnici, torej o tekstilnih predmetih potem, kako so sestavljeni, potem o poškodbah, o vrstah poškodb, o vzrokih, torej potem tudi o njihovi zaščiti, kar je za nas konzervatorje, restauratorje seveda najbolj pomembno, torej konzerviranje, restauriranje, hranjenje, razstavljanje in pa na koncu nekaj besed o naši razstavi. Skratka, obseg je kar velik, jaz se bom potrudila v tem omejenem času podati nekaj bistvenega, da boste razumeli v bistvu, s kakšnimi predmeti imamo opravka. In sicer prva konzervatorsko-restavratorska delavnica za tekstil je bila ustanovljena leta 1982 v tovarni volnenih izdelkov Majšperk. Te tovarne danes več ni, tako kot tekstilna industrija marsikje propada, tudi ta tovarna več ne deluje, ampak takratni direktor je imel izreden posluh, da nam je odstopil v enega izmed njihovih prostorov, ta majhen prostor, kot vidite tukaj na fotografiji levo zgoraj. 4 dame iz industrije, iz proizvodnje so bile pripravljene začeti z delom. Povezali smo se z strokovnjakinjo iz Zagreba in jih je počasi priučila v delo restauriranja tapiserije. Začetki so bili res skromni, tako da potem čez 8 let smo počasi prostore preselili v enega izmed galerijskih prostorov na Grad. Takrat sem se zaposlila v muzeju tudi jaz, so nekoga iskali, ki bi se ukvarjal s tekstilom. Končala sem namreč tehnološko smer, sem diplomirani inženir tekstilne tehnologije, tako da v bistvu, kar se tiče samega materiala, surovinske sestave, mi je bilo marsikaj jasno, nisem pa seveda poznala sploh, kaj konzerviranje in restauriranje je. Tako da se je tudi moja pot takrat začela v bistvu dokaj pionirsko, ker pri nas v Sloveniji nimamo nobene izobraževalne ustanove, ki bi delala na tem področju. Po 8 letih tega majhnega prostora v enem izmed galerijskih prostorov smo pa leta 2002 obnovili prostore v starih ptujskih zaporih, ker v bistvu delujemo še danes. Imamo razmeroma solidno opremljeno delavnico, ne bom rekla, da tako vrhunsko, mogoče kot marsikje drugje po Evropi, ampak zadovoljivo, da lahko opravljamo vse konzervatorsko-restavratorske procese. Na primer spodaj desno vidite, smo pri pranju enega plovijala, kjer je prostor za mokro obdelavo materijala, tam tudi izvajamo barvanja, in pa potem prostor za suho obdelavo materijala, kjer pa izvajamo konzervatorske posege stabiliziranja poškodb. Kot sem že omenila, imamo največjo zbirko tapiserij v Sloveniji, to vsekakor moramo omeniti, in sicer gre za 4 bruseljske tapiserije začetka 17. stoletja, ki so na temo iz Odisejevega življenja. Te so že vse restaurirane in so na ogled v grajski jedilnici. Potem so bruseljske verdure, ki sodijo v sredino 17. stoletja, so še vse v lesenih okvirjih, še čakajo na delo. Potem je zbirka secesijskih tapiserij, in sicer imamo 3 secesijske tapiserije, ki so bile tkane v Kranjskem zavodu za umetniško tkanje v Ljubljani, potem 5 Miheličevih tapiserij na temo kurentov, tkanih po predlogah Franceta Miheliča. Tkala jih je pa zelo vešča tkalka Etelka Tobolka, ki je delovala v 50. in 60. letih v ateljeju 61 v Novem Sadu, ki še danes deluje in skratka slovi v tem bivšem jugoslovanskem prostoru kot zelo močen atelje.
In pa seveda zelo pomembna pridobitev, pred 2 letoma smo uspeli odkupiti s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo 8 Pregljevih tapiserij, torej tapiserije, ki so bile iskane po predlogah slikarja Marija Preglja. Iskala jih je tudi Etelka Tobolka v ateljeju 61 v Novem Sadu. Je pa zelo pomembno to, da smo se kar precej borili za odkup teh tapiserij, zaradi tega, ker je bivši lastnik Koto.d šel v stečaj in je potem bilo dosti stečajnih upraviteljev. Ta pogajanja so trajala leta in leta, tapiserije so želeli tudi odpeljati v tujino. Skratka, uspelo nam jih je na koncu odkupiti, tako da smo v bistvu zelo ponosni na to novo pridobitev. Torej nekaj o tekstilnih predmetih, ki jih delimo z našega vidika muzejskega. Glede na obliko, to je prva delitev, ki so ploske tekstilije, dvodimenzionalne in pa oblikovani in pa tridimenzionalni predmeti. Delimo jih tudi na uporabo, glede na uporabo, in sicer to so oblačila in pa modni dodatki, med katera sodijo vrhnja oblačila, perilo, pokrivala, pahljače, potem pohištveno in dekorativno blago, tapiserije, sedežne garniture, preproge, paravani. Potem med hišni tekstil sodijo prti, zavese, brisače, posteljnina. Tudi tehnični tekstil sodi sem, ki ga sicer ni veliko, ampak na primer razna sita, cevi in pa pod drugo razne šatulje in pa igrače. Vlakno je v bistvu osnovni element, sestavni del tekstilnih predmetov in je bistvena komponenta v procesu konzerviranja, restauriranja tekstila. Kakšna je sestava vlaken, je zelo pomembno in je osnovnega pomena za razumevanje kemijskih in fizikalnih lastnosti vlaken, kar je prvi pogoj za izdelavo in izvedbo ustreznega konzervatorskega načrta. Vlakna so zaradi različnih lastnosti, kot so na primer elastičnost, natezna trdnost, higroskopičnost oziroma na vzemanje vode, lahko reagirajo na zunanje dejavnike zelo različno, zato je pa potrebno izbrati tudi ustrezne postopke. Pri delu imamo največ opravka s predmeti, ki so iz naravnih vlaken, vse bolj pa imamo konzervatorji in restavratorji opravka tudi s predmeti iz kemičnih vlaken, katerih proizvodnja se je izredno razmahnila v prvi polovici 20. stoletja. Na sliki vidimo, kako imajo različni izgled najbolj pogosta naravna vlakna pod mikroskopom, to so posnetki vrstičnega elektronskega mikroskopa, pri katerem lahko opazimo, kako imajo različno morfologijo, kar pa seveda povezano tudi z različno kemijsko strukturo. In sicer bombaž z zelo značilnimi tipičnimi zavoji, lan z značilnimi koleni, potem je svila z pretežno gladko površino, vendar je pa vseeno opaziti vzdolžne linije, potem je volna z luskasto površino in pa kemično vlakno, v bistvu najbolj enostavno in pa zelo dolgočasno, če ga gledamo pod mikroskopom, z izrazito enakomernim in pa gladkim videzom. Torej, za dekoracijo posvetnega in pa liturgičnega tekstila so plemenite kovine uporabljali vse od antičnih časov. Prve zapise sledimo v Svetem pismu, v katerem je opis Aaronovega okrašenega obrednega oblačila, efoda, ki uporablja prve zlate niti, torej kot narezane trakove. Skozi stoletja je težnja po zmanjšanju količine plemenitih kovin v vezeninah in pa tkaninah, s tem pa tudi znižanju cene, vodila k izdelavi kovinskih niti, ki so bile pa čedalje lažje. Zato so za osnovo uporabljali tudi papir, usnje, pergament ali pa živalsko črevo. V srednjem veku so tako v Evropi uporabljali niti,
narejene iz pozlačenih in posrebrenih trakov, iz organskih materialov, ki pa niso bile ravno obstojne. Zaradi obrabe je občutljiv pozlačen in pa posrebren sloj na trakovih lahko dokaj hitro izgubil svoj svetleči sijaj. Torej, kar se morfologije tiče, je potrebno obrazložiti malo več. In sicer v osnovi poznamo 4 osnovne tipe, in sicer, kot sem že omenila, navaden trak, potem je naslednja stopnja, da je ta kovinski trak navit okrog vlaknenega jedra. To vlakneno jedro je lahko iz celuloznih vlaken, lahko je iz proteinskih vlaken, torej svila. Potem je navadna žička in pa tudi ta žička, ki je navita okrog vlaknenega jedra. Posnetki spodaj prikazujejo bolj enostavno kovinsko nitko iz 19. stoletja in malo bolj kompleksno sestavljeno iz 17. stoletja iz enega oblačila. Torej, antični čas. V antiki so trakove izdelovali na 2 načina. Rezali so jih lahko iz kovinskih lističev, lahko so pa jih pridobivali z tolčenjem žice. Iz robov teh tankih trakov pa lahko danes s preiskavami ugotavljamo, kakšno orodje so uporabljali za to. Povprečna širina teh kovinskih trakov je nekje od 0,2 do 0,3 mm, debelina pa 0,006 in pa 0,03 mm. V bistvu to gre za izredno tanke, drobne trakove. Bolj enostavna in praktična metoda za izdelovanje kovinskih trakov pa je bila odkrita kasneje. Žice so bile kovane iz okroglih palic, ki so jih pa valjali med 2 kamnoma. Ta metoda pa ni bila primerna za proizvodnjo kilometrov fine žice, potrebne za uporabo s tekstilom. Zato so kasneje tanjše žice pridobivali z vlečenjem skozi luknjasto kovinsko ploščo ali šablono, ki je bila običajno izdelana iz železa. Luknje v plošči so omogočale izdelavo vedno tanjše in pa daljše žice. Nekateri starejši viri navajajo, da bi naj v srednjem veku kovinske trakove pridobivali s tanjšanjem žice brez uporabe teh luknjastih plošč. Medtem ko pa novejši članki, kakor tudi nedavno objavljen članek v znanstveni reviji Archaeological Science iz leta 2023, ki navaja najdišče v osrčju Švedske, kjer so odkrili železno ploščo za proizvodnjo kovinskih žic z ostanki srebra v luknjah plošče, datirano v 6. in pa 8. stoletje našega štetja, kar dokazuje, da so te plošče v Evropi uporabljali že v srednjem veku. Kovinske niti so bile redko narejene, torej iz čiste kovine ali iz zletin, razen v najzgodnejšem času. Ponavadi je bila manj plemenita, cenejša in lažja kovina, prekrita s tanko plastjo druge plemenite kovine, kar pa seveda že lahko govorimo o pozlatenju in pa posrebrenju. Najbolj razširjena uporaba je bilo zlatenje srebrnih in pa bakrenih tanskih kovinskih folij ali palic, na kateri so nanašali zlate ali srebrne lističe. Potem so jih segrevali, nato polirali ter na koncu rezali v trakove. Debelejše palice so bile nato vlečene v tanjše žice. Obstajali so še naslednji načini, da so na primer bakrene površino obdelali z cinkovimi hlapi. Površina se je obarvala zlatkasto, s tem so hoteli pridobiti ta zlati sijaj. Potem pozlatili in posrebrili so lahko organske materiale, kot sem že omenila, usnje, pergament, papir z zlatimi lističi in zlatim prahom. Potem zlatenje papira, ki je izviralo iz Daljnega vzhoda, kjer so za pozlato pripravili rdečo osnovo, za posrebrenje papirja pa belo. Zlatili so tudi živalsko črevo, uporabljali pri tem pozlačene lističe in pa na živalsko črevo nanašali tudi kositer. V kasnejših obdobjih so bile v uporabi tudi druge tehnike zlatenja in posrebrenja, in sicer lepljenje z zlatim in srebrnim prahom in pa galvaniziranje.
Občasno so pa uporabljali tudi kositrne lističe. Torej vse do 19. stoletja so za izdelavo nitk uporabljali izključno te tri kovine, zlato, srebro in pa baker, ter njihove zlitine, vključno z medenino, ki je pa seveda zlitina bakra in pa cinka. Novejše niti, torej danes, pa uporabljamo večinoma zlitine z bakrom in pa z drugimi kovinami in pa vključno z aluminijem. Torej, rada bi vam predstavila zdaj nekaj predmetov, na katerih smo imeli opravka v naši delavnici in so dejansko nekako res izstopajo po tej dekoraciji. To je kazula iz Pokrajinskega muzeja Kočevje, kateri v bistvu spadajo tudi še manipel, štola, pala, bursa in pa velum. Kustos Pokrajinskega muzeja Kočevje nam je povedal, da bi naj po ustnem izročilu kazulo izdelali iz kaftana ogrinjala poveljnika turške vojske Hasana Paša Predojevića, ki je izgubil bitko pri Sisku leta 1593. Vendar ni nobenih dokazov, da bi dejansko naj bil ta plašč izdelan iz tega ogrinjala. Po mojih ocenah, na osnovi motiva, bi lahko rekla, da ta plašč sodi bolj v 17. ali pa v 18. stoletje. Tu vidimo nekaj detajlov. Tele nitke, ki jih vidite tukaj vodoravno, to so že fiksirane oziroma stabilizirane poškodbe, ki smo jih podlagali z na novo pobarvano tkanino in potem stabilizirali po celotni površini. No, kot zanimivost, potem še naprej v zvezi s Hasanovim plaščem je pa potem plašč, ki pa ga hrani Narodni muzej Slovenije, ki je narejen iz svilenega brokata, kardinalsko rdeče barve, z zlatimi nitkami in z vzorcem iz granatnega jabolka. Datiran je seveda v zadnjo tretjino 16. stoletja, vsekakor to bolj sovpada z Hasanovim plaščem, ki je po ustnem izročilu, ki bi naj bil izdelan iz ogrinjala Hasana Paša Predojevića. Na tem plašču nismo izvajali konzervatorskih posegov, je pa razstavljen v Narodnem muzeju Slovenije. Potem tu je nekaj nekaj XRF analize, torej z rentgensko fluorescenčno spektroskopijo si pomagamo, da ugotavljamo, s kakšnimi nitkami imamo opravka. Pri tem Hasanovem plašču oziroma v tej kazuli je šlo za te vrste niti in sicer za pozlačeno srebro. Jedra so bila večinoma v svili, potem srebro, spet pozlačeno srebro v tej bleščici spodaj okrogli, potem tudi bakrene nitke smo našli, čisto srebrne nitke, vidi se že rahlo oguljena površina in pa potem čista pozlačena okrogla žička. Naslednji zanimiv projekt, ki smo ga delali v letu 2017, so bile tekstilne najdbe iz grobnice v gotskem prezbiteriju Dominikanskega samostana na Ptuju. To je bila večja skupina tekstilnih predmetov, ki jih trenutno hranimo v klimatski komori pri nas in še čakajo na posege. So pa last Centra za preventivno arheologijo. In sicer zelo zanimiv kos in to je rokav, levo je rokav enega zgornjega oblačila, ki je pleten. Jaz še nisem videla na lastne oči, da bi imela opravka za kakšno pleteno tkanino iz 16. ali pa iz 17. stoletja. Zelo zanimivo, tehnološko izvedena, tudi spletena iz kovinskih nitk. In sicer z dodatkom tega gumba spodaj, ki je prav tako iz kovinske niti. Nismo naredili še analiz, ampak po takšni svetlo-sivi, temno-sivi koroziji bi rekla, ali so niti posrebrene ali pa so srebrne.
Potem naslednji zanimiv projekt je bil Pluvial iz Muzeja krščanstva na Slovenskem, ki je v muzeju tudi na ogled. In sicer Pluvial je zelo bogato dekoriran z vezenino, prav tako s kovinskimi nitmi in pa z apliciranimi tkaninami iz žameta, brokata in pa lameja. Naprimer, tukaj vidimo določene detajle iz Pluviala. In sicer poleg kovinskih nitk so pa še efektne niti aplicirane na Pluvial, ki pa jih imenujemo ženilja. To je nekaj tehnik, s katerimi so te nitke prišite na Pluvial. In sicer niti, ki smo jih našli tukaj, so kot ena kovinska nit oziroma en trak, ki je navit okrog vlaknenega jedra, potem so kombinirane dve kovinske niti, vite spet z zezavojem v kovinsko nit, ali pa so tri osnovne kovinske niti, ki so navite spet v kovinsko nit. Zadnja kombinacija je pa še, da so tri kovinske niti kombinirane z dvema navadnima nitkama, tako da je efekt malo drugačen kot pri ostalih. Našli smo še potem tudi takšno kovinsko nitko, ki je ovita okrog ne enostavnega, paralelnega vlaknenega jedra, ampak je vlakneno jedro spiralasto zavito in okrog tega je navita kovinska nit. Takšna kovinska nit se imenuje frize. Rentgenska fluorescenčna spektroskopija pa nam je pokazala, da je v tem primeru šlo večinoma za zlitine, in sicer srebro kombiniran z bakrom v različnih procentih in pa pozlačeno srebro, ki pa mu je seveda v spodnjem levem kotu dodano tudi nekaj bakra. Zadnja pridobitev, ki smo jo dobili v dar v muzej, je od privatnega lastnika, in sicer njegove dediščine, podedoval je to od babice. Izhaja pa sta stenska dekorativna tkanina iz ali je Bosna in Hercegovina ali pa Črna Gora. Nismo še naredili analiz, tkanina je precej dobro ohranjena, po videzu sodeč bi rekla, da gre precej za velik procent zlata, zaradi tega, ker ni oksidacije. Tukaj gre za dve tkanini, ena malo bolj zvezena, druga manj. In to pa je potem nekaj detaljnih posnetkov kovinskih niti, torej teh ploščic in pa tega predela, ta desni posnetek zgoraj. Če ste pozorni, vidite te diagonalne reze. To pomeni, da so te kovinske niti navite okrog vlaknenega jedra precej enakomerno, dosti bolj kot pa na primer tkanine, ki imajo kovinske niti iz prejšnjih stoletij, kar nakazuje na to, da je verjetno proizvodnja teh nitk bila že dosti bolj sofisticirana. No in potem nekaj na koncu še iz 20. stoletja. Pred kratkim smo konzervirali plesno obleko iz obdobja Charleston, iz Mestnega muzeja Ljubljana. Ta obleka bo na ogled na razstavi, zdaj v aprilu, z naslovom Od korzeta do žaketa. Gre za svileni žoržet z našitimi steklenimi perlicami. Tukaj nismo našli teh klasičnih kovinskih nit, ampak v bistvu dekoracija na tkanino. Torej, perlice so steklene, tele bleščice so pa iz sintetičnega polimera. Kakšen sintetični polimer je to, vam ne morem reči, ker še nismo naredili analiz, se pa zdaj v kratkem bo odvijala ena delavnica o analizah umetnih materialov, tako da se nadejam, da bomo lahko tudi tam kaj več zvedeli. Torej,
Kot konzervatorji in restavratorji seveda nas najbolj skrbijo poškodbe, torej vidna in pa ultravioletna svetloba, to je nevidni kratki valovni del svetlobnega spektra, ki povzroča krhkost in pa razgradnjo vlaken, bledenje barv in pa spremembo barv. Potem spet temperatura in relativna vlažnost zraka, naprimer pri zelo visokih relativnih vlažnostih se razvijajo mikroorganizmi, prenizka vlažnost povzroča krhkost vlaken, seveda korozijo kovinskih niti, tudi visoka vlažnost. Dogajajo se potem kemijske reakcije s kisikom, vodikovim sulfidom in pa klorovimi ioni, vse to, kar onesnažen zrak vsebuje. Potem so poškodbe zaradi insektov, seveda vsem dobro poznani molji, nekaterim tudi manj poznani hrošči preprogarji, ki imajo izredno radi svilo. In pa seveda največ poškodb tudi sami lahko naredimo z neprimernim rokovanjem, to so pa potem mehanske poškodbe. Tukaj bi se osredotočila predvsem na korozijo kovinskih niti, ker je zelo, zelo pomembno, da poznamo ozadje, kaj se dogaja v bistvu ob tej koroziji. Pri čemer je zlato najbolj stabilno, torej najbolj obstojno, prah, drugi drobci umazanije, razne maščobe, olja, razni apnenčasti ostanki ne povzročajo korozije zlata, prav tako ne razni korozijski produkti zlitin. Malo drugače je pa pri srebru. Je sicer manj plemenita kovina kot zlato, reagira z elementi v okolici, ampak večinoma počasi. Osredotočila se bom v bistvu na najbolj pomembne 3 reakcije, in sicer, da srebro lahko tvori reakcijo s kisikom, kar pomeni, da nastane srebro oksid. Na površini se oblikuje en zelo tanek, neviden sloj, ampak zanimivo je to, da ko srebro reagira s kisikom, ta tanek, neviden sloj povzroči zaščitno plast kovine. Torej, če je v zraku ni prisotnih drugih onesnaževalcev, je ta zaščitna plast nekako zaščiti nadaljnjo korozijo. Potem lahko reagira srebro z vodikovim sulfidom. Če je zrak tako močno onesnažen z vodikovim sulfidom, nastane srebrov sulfid, takrat potem postanejo niti črne, torej nastane črna nezaščitna korozijska plast. Lahko reagira srebro z klorovimi ioni, nastane srebrov klorid, kar pomeni, da dobimo tako sivo, ki je prav tako nezaščitna korozijska plast. Tudi baker reagira z elementi iz okolice in se skozi zapletene kemijske reakcije površine spreminjajo v razkrojne produkte korozije, ki so lahko črne, rdeče, modre in pa zelene barve. Kar bi rada poudarila, je predvsem to, da tudi če korozijo srebrnih ali pozlačenih srebrnih niti s kemičnim čiščenjem odstranimo, naprimer to lahko naredimo z raztopino amonijevega hidroksida, se zaradi neprestane prisotnosti vodikovega sulfida, kakor tudi drugih onesnaževalcev v zraku, spet ponovno pojavi korozija. Zato morajo predmeti s kovinskimi nitmi, ki vsebujejo srebro, biti po čiščenju hranjeni v okolju, kjer lahko kontroliramo prisotnost vodikovega sulfida. Težko se izognemo tudi reakciji s klorovimi ioni, ki so ponavadi prisotni že v vlaknenem jedru, torej že samo vlakno vsebuje klorove ione in pa tudi delci prahu jih vsebujejo. In tudi, če bomo tekstil s kovinskimi nitkami iz srebra oprali, bo klor ponovno reagiral s srebrom in nastal bo ponovno siv korozijski sloj. Tako da pri tem odstranjevanju korozije iz kovinskih niti moramo biti v bistvu zelo previdni, ker z odstranjevanjem korozije odstranjujemo tudi sloj kovine in je pri tem treba zelo tehtno presoditi, da na račun bleščeče, sijoče površine zaradi estetike posegamo potem v material kovine. Največ naredimo tako, da iz površine kovinskih niti odstranimo
te mastne nečistoče, torej ta sloj umazanije, ki je v bistvu vodotopen, ki ga lahko odstranimo v vodi, v deionizirani vodi z nevtralnim detergentom in potem seveda takoj hitro posušimo. Zato bi povedala še nekaj o odstranjevanju trdih nečistoč v pralni kopeli, kar je sicer izredno pomemben proces pri konzerviranju tekstila, vendar pa se za vsak tekstilni predmet tudi pranje ni ustrezno. Še posebej v primerih, ko imamo opravka s kovinskimi nitkami, kot sem že omenila prej, da so nekatere kovinske nitke lahko narejene tudi iz organskih materialov, kar bi pomenilo, da bi se ta organski material v vodi zmehčal in pa razkrojil. Odstranjevanje nečistoč in ponovno adsorbiranje na tekstilni substrat sta procesa med pranjem, ki sta v dinamičnem ravnotežju. To prikazuje zgornja enačba, vidite puščico v smeri od leve proti desni in pa potem od desne proti levi, kar pomeni, da ko se ravnotežje pomakne v smeri zgornje puščice, torej potem čistoča ostane zadržana v kopeli. In adsorpcijo nečistoče na tekstil preprečimo, če kopel zamenjamo, preden se ravnotežje prestavi v smeri spodnje puščice. Tako da pri pranju je zelo priporočljivo menjavati pralno kopel, da ne ostane tekstilija dlje časa namočena v eni pralni kopeli. Torej, pri pranju največkrat uporabljamo tudi tenzide. To so površinsko aktivne snovi, ki pomagajo pri odstranjevanju nečistoč. V zadnji fazi pranja tenzid obda nečistočo v kopeli in s tem prepreči, da bi se nečistoča ponovno adsorbirala na tekstilni substrat, zato ga moramo čim prej izprati iz kopeli. Učinek odstranjevanja nečistoč je odvisen tudi od velikosti delcev nečistoč. Tenzid deluje na nečistočo na tekstilnem substratu tako, da ta razpade v zelo fine drobce, ki se pa potem lahko ponovno spet adsorbirajo na tekstilni substrat, seveda kar moramo preprečiti, da ne pridobimo ene take sivkaste, umazane površine. Kot pomemben del konzervatorskega procesa je seveda barvanje vsega novega tekstilnega materiala, ki ga barvamo z sintetičnimi barvili, torej ko podlagamo poškodbe, ko vstavljamo prejo v tapiserije, ko barvamo niti, svilene niti, da lahko stabiliziramo poškodbe, moramo pobarvati material in seveda z barvili, ki imajo dobre barvne in pa svetlobne obstojnosti, kar je pa seveda tudi zelo zahtevno iskati te recepture, ker se moramo prilagajati barvnim odtenkom, ki so primerni, da sodijo k originalu. Tukaj na sliki je en posnetek zastave meščanske garde iz Dolenjskega muzeja Novo mesto. Zastava je bila zelo poškodovana. Temeljna tkanina je svileni rips z kovinskimi trakovi, tudi v vezenini na sredini je precej kovinskih trakov, ampak posnetek spodaj levo prikazuje te črne nitke flotirajoče, ki so absolutno zavozlane. V tem primeru smo pobarvali spet svileno tkanino, jo podložili in vsako posamezno nit z pinceto stabilizirali spet v prvotni položaj in potem z svilenimi nitkami šivali, tako da smo pridobili potem izgled praporja, kot ga vidite na desni strani. Torej, konzervatorji, restavratorji nas vse zanimajo optimalni klimatski pogoji hranjenja, kot sem že prej omenjala v zvezi s poškodbami, in sicer za tekstil najbolj primerna temperatura nekje od 16 do 20 stopinj Celzija, relativna vlažnost zraka od 50 do 60, s tem, da ko imamo opravka z kovinskimi nitkami, priporočljiva nižja relativna vlažnost zraka, pomembna osvetljenost 50 luksov, to je izredno majhna osvetljenost, tudi na okna in pa na svetlobna telesa v razstavnih prostorih. Moramo namestiti UV filtre pred svetlobo in pa seveda, kot sem že govorila, o čistosti zraka, torej če imamo opravka res z kako dragoceno tekstilijo, ki jo želimo prikazati oziroma ohraniti res
v tem estetskem lepem videzu so pa primerne tudi vitrine z vodeno klimo, ki pa nimajo toliko vsebnosti vodikovega sulfida. Za konec bi vam povedala še nekaj o naši razstavi. In sicer razstava je didaktično zasnovana ob 40-letnici obstoja prvega restavratorskega ateljeja za tekstil v Sloveniji. Zasnovali smo jo tako, da je za vse starostne skupine, in sicer na začetku prikazali tista tekstilna vlakna, naravna vlakna, s katerimi imamo največ opravka pri našem delu. Se dotaknili tudi svilogojstva in svilarstva, ki je vedno bolj prisotno pri nas v Sloveniji. V nadaljevanju smo predstavili barvanje tekstila v preteklosti z naravnimi barvili in vzorce pokazali tako, da se jih obiskovalci lahko dotikajo, kar je za vse starostne skupine izredno atraktivno. Potem smo prikazali različne vzorce tkanin, ki jih uporabljamo pri svojem delu za konzerviranje in restauriranje, torej njihovo tehnologijo, tehniko izdelave. Osrednji del razstave pa so predmeti, ki smo jih pa konzervirali in restaurirali. Predstavili smo nastanek tapiserije vse od njenega ohranjanja ter izpostavili baročno tapiserijo, stkano v francoskem mestu Aubusson v zadnji četrtini 17. stoletja, ki smo jo pa restaurirali pred kratkim. Razstava trenutno gostuje v Pomurskem muzeju v Murski Soboti in nadejam se, da bo še nadaljevala pot po ostalih muzejih po Sloveniji. Za konec se zahvaljujem za vašo pozornost in se od vas poslavljam z enim detajlom Rafaelove tapiserije iz 16. stoletja, iz razstave, ki je bila lansko leto v Kunsthistorisches Museum na Dunaju. Ena čudovita razstava večje serije Rafaelovih tapiserij, ki so je bilo vredno ogledati, in večinoma teh tapiserij je narejenih tudi z pozlačenimi ali pa zlatimi nitmi. Ja nisem spraševala po preiskavah, ampak na primer vse te površine rumenkaste, ki jih vidite na draperiji, te figure pol sedeče, pol ležeče, potem na trupu volkulje in pa spodaj v vegetaciji je ogromno kovinskih pozlačenih nitk. Hvala lepa še enkrat. Če imate še kakšna vprašanja? Ja. Še lepa ima gotovo bojo kakšno vprašanje. Smo kar nekaj, ampak bom počakala. Ja. Če smem, mene sem tehnološko zanima niti, kot ste kazali tle, se v antiki pa srednjem veku zmeraj pojavljajo kombinacije, se pravi trakovi pa neka vlakna. Se kdaj srečajo tudi, če laično rečem, z žico, ki bi bila nekako skombinirana? Ja, sem prikazala tam žičko, mogoče nisem bila dovolj pozorna, samo malo, gremo nazaj. Žička je bila spiralasto zavita. Tu ni bilo žičke, tu je bila taka sploščen trak, ki je bil zelo Sreček ti pa mogoče takole, gled se mečka, če me bomo tako, da... Evo, viš pa pa... Aha, okej, super. Tale levo zgoraj, tukaj gre za trak, ki ni bil tako tesno navit okrog vlaknenega jedra, ampak je bil tako bolj voluminozen. Tu ni bilo žičke. Aha, zdaj pa moram iti nazaj, ne? Ne, nazaj, sem. Aha, okej. Tale tukaj. Tale pa ni imela vlaknenega jedra, je pa bila samo spiralasto zavita. Ja. Dosti je teh žičk, ogromno, tako da... Ja. Pač dala sem nekaj posnetkov, tako da si malo predstavljate, drugače tega kar dosti. Zdaj,
Kako so nanešene te nitke? Ene so tkane, ene so pa šivane gor, ne? Tako, Ja. mislim, ni to tako, Ja, razumem. Mislim, da sem spustila bistvo na začetku, da ko sem pokazala, ko so bili ti posnetki zlatih niti, da je v bistvu tekstilija, na katero je nanešeno oziroma vtkano, kovinska nit, da gre v bistvu za dve tehniki. Eno je aplikacija na tkanino, kar je šivano gor, lahko so tudi potem kakšni brokati zašiti. bosanske, pa te pa narodne noše. Ja. Eno je pa vtkano v tkanino, to so pa naprimer, ko so brokati, ja, ali pa naprimer lažja tkanina kot brokat je lame. Lame imajo vtkane večinoma te trakove in tkanina lame se še danes uporablja, lahko dobimo v trgovinah pod to terminologijo lame. Ja, gre za v bistvu te dve razliki. Ja. Me preseneča, zdaj ne vem, ali je samo fotografija, tudi ko so bili predmeti tam, da so precej svetli, ne, tudi če si rekla, da je srebro, ne, ker pravzaprav pri drugih predmetih, ne vem, v kiparstvu, je srebro skozi mi potemnelo, ne. A so to kakšni postopki čiščenja pa pol fiksiranje, mislim... Zdaj naprimer tukaj, če pogledamo konkretno za tole, ne, ta je precej dobro ohranjena, ne, tako precej svetleča. Jaz bi rekla, da v tem primeru tkanina ni bila hranjena v tako onesnaženi klimi, ne, ker dejansko je ta vodikov sulfid tisti, ki ko reagira z srebrom, naredi to črnino, ne, da je res tako močno potemnelo. No, mislim, tako, ker jaz poznam pač druge predmete, ki so skoraj zmeraj črni, ne. Ja. Ja, to gre predvsem nekaj, če je bilo na primer nekaj zunaj izpostavljeno, ne, to je absolutno najslabše, ne. Ja. Verjetno so pa res čuvali, ker so bile dragocene te oblačila, karkoli so bili ponavadi zelo dobro čuvani. Mislim, da je bilo zasebno ali pa verjetno... Naprimer, zanima me ta zadnja donacija, ki smo jo dobili, ne, ki je iz Bosne in Hercegovine, nismo naredili še analiz, seveda, ker smo odvisni potem od drugih, ne, to treba vse plačati, treba to znotraj potem tudi predvideti. Kaj bo potem tista analiza pokazala, ne, ker takrat tisto se pa res sveti, tisto je pa res, je pa 19. stoletje, ne, tako da možno, da so že tudi kaj drugega dodajali zraven, ne. Ako sitra pa ni tega? Tukaj nismo našli, v tem, kar smo mi delali, nismo. Sem pa v literaturi, ne, sem pa zasledila, da so kositr tudi uporabljali, ja. Mislim, ker bi kot nadomestek, občutljiv, ne. Ja, so tudi, ja. Kaj pa odzlitin, recimo, že boron, to je nemogoče? Medenino so večinoma, medenino, ja. No, medenina pa tudi, ne, oksidira, ne? Ja, medenina pa tudi oksidira. Ja. No, lahko bi jo pozlatili. To je v bistvu zdaj, s čimer smo mi imeli delavnici trenutno opravka, ne, saj tega je ogromno, ne, to je zelo široko področje. Zanimivo se mi je pa nazdelo na primer to, da ko smo leta 1997 v Budimpešti delali ta seminar, ne, nam je mentorica govorila o tem, da srednji vek ni uporabljal še teh železnih plošč za vlečenje vrvi, ne. Zdaj se to leto 97, ne, zdaj kasnejše raziskave, pa sploh ta najnovejša leta 2023, ko so pa našli to železno ploščo na Švedskem, ne, pa že lahko rečemo, da je srednji vek to imel, ne.
Mene bi zanimalo, jaz bom mogoče s to zadnjo začela, ki si pokazala na Dunaju. Ja. Je bila res čudovita razstava in pravzaprav tako, ko sem jaz gledala te tapiserije, je dejansko nit tukaj zlata uporabljena tako res z slikarskega vidika, ne, kot No, to pa še, ja. Svetloba, ne? Ja. Drugače kot recimo te aplikacije, kot neka dekorativna aplikacija na oblačilih. To se mi zdi res čudovito. Ja. Spet čist druga logika, mogoče malo bolj slikarska. Ja. Tako me pa zanima, recimo, ko si sploh te nitke kovinske različne, kako se pa potem to, če mi dopolnjuje se enako, nit na enak način, z nitjo, ki je na enak način narejena kot obstoječa dopolni, a so kakšni drugi nadomestki, recimo, tle, ko si omenila, da so, recimo, da uporabljajo sintetična barvila namesto naravnih, a gre vedno po, se pravi, enaki strukturi, ali je nadomestek lahko bolj enostaven, kako je s tem? Naprimer, jaz sem bila na tej razstavi zelo pozorna in sem bulila res pri tapiserijah tako na blizu, ker me je zanimalo, če so jih restaurirali, ne? Ali so jih konzervirali ali restaurirali. Zelo malo je bilo v bistvu konzerviranega in še to so bili neki posegi, ki so bili bog ve kdaj opravljeni. Jaz si kataloga nisem kupila še, mogoče bo noter kaj več pisalo, ampak so bile kar površine, ki so bile brez vodka, ne? Torej je osnova bila gola. Ni pa bilo to toliko moteče estetsko, da bi to kazilo videz tapiserije, ne? Jaz mislim, da se, ker je pa trend v svetu vedno večjega konzerviranja, ne restauriranja, torej vnašanja spet tega novega tkiva z isto tehniko tkanja v poškodbe, jaz mislim, da se ne nadomešča teh zadev. Ne. Se pravi, iz svoje dolgoletne prakse, tle, ko so bili primeri, na primer so bile nite polnite s kovinsko nit, če ste to nadomeščali, niste nadomeščali. Smo samo stabilizirali in pustili, ja. Prikazala si tudi ene valuto, ne? En del valute, ki ste jo restaurirali, ne? Oziroma konzervirali, sekla nit za nitjo, ne? Ja, to je bil prapor, ja. Koliko časa? Grozno. To je... Zato sem vprašala, ker... Ja, Kaj je to? To si ne znam. Mislim, iz vidika dela je pač težko delati v tem položaju ves čas, zato si včasih menjavaš tudi, pa greš na kak drug predmet, pa imaš kako drug položaj, ne. Ampak najbolj šokantno je vedno to za lastnike oziroma tiste pač, ki nam prinesejo predmete, ki potem te ure zračunamo in potem, ko naredimo to ponudbo, koliko to stane, je to vedno, ja, to so res dosti ure, ja. Pa vam mogoče čisto tako, imamo neko trajnost na Dendor akademiji, ne? Če zanima, se pravi, sintetična barvila se uporabljajo nek razmislek o tem, da se gre na naravna barvila, ali je v tej smeri, ali so sintetična z določenim razlogom? Sintetične so ravno s tem razlogom, zaradi tega, ker naravna barvila nimajo svetlobnih obstojnosti, ne? In če bi mi v tem trenutku lahko nadomestili z naravnim barvilom, bi to potem čez nekaj časa resnično estetsko sploh ne bi bilo sprejemljivo. Ne? Pa niti ne moreš ti zadeti barve na tak način. Naprimer, tale svileni žuržet, ne, tega iz mestnega muzeja, tukaj na koncu, to je bilo, kje ga pa imam? To je bilo tako težko zadeti to barvo, predvsem zaradi tega, ker v naši praksi imamo opravka večinoma z takimi patiniranimi, mat odtenki, takimi zamolklimi. To pa gre za eno briljantno barvo, tako ciklam barvo. In smo se kar nekaj časa namučili, da smo se povezali z temi tovarnami v Evropi, ki izdelujejo barvila, ker je nemogoče dobiti majhno količino. Ti tovarne izdelujejo za
sode barvil, ne, in potem smo to navezovali s temi stike, s temi predstavniki, iskali veze in sem in tja. No, skratka, to celo obleko smo podložili z identičnim žoržetom. To smo našli v Angliji, je potem Marina uspela barvo točno tako zadeti, ker je svila izredno krhka, zelo lomljiva vlakna. Oni bi jo radi razstavili na tak način, na lutki, kar je seveda najbolj čudovito za videti. Tako da je cela obleka podložena. Absolutno. Isti kroj, ista barva, tako da se sploh ne vidi, da je novo. Kakšno vprašanje? Ja, še eno. Čisto tako zanima, prej si kazala, da v Novem Sadu, ker še zdaj je menda Še zdaj delavnica, ja. Znan, ampak v Ljubljani je bil atelje v tovarni Dekorativna. Tudi tam je bil atelje, ja. Tam, kjer je zdaj Mercator oziroma kaj je že plesno mesto. Ja. To je bil zelo dober atelje, ja. In to je bila ta tovarna in so izdelovali tapiserije po načrtih slovenskih umetnikov. Ja. In so imeli zbirko in zdaj, ne vem, kje, a se ve, kje so te? A se ve? Ve se. Je rešene? Ja, Ker je šla itak vse mi imamo mi smo si izborili pred mnogimi leti nek strokovni nadzor nad temi tapiserijami, so pa v Moravskih Toplicah. Dolgo časa so bile razstavljene v njihovih teh sprejemnih hali, potem hodnikih, tako so to spet nekam spravili. Nekaj časa je bil tam, mislim, da tehnični direktor, en gospod, ki je imel izrazit posluh za to, ampak ker se seveda ljudje tudi menjavajo, ne. Jaz sem nekako vsake toliko časa še jih malo poklicala, pa šla pogledat. Upam, da se ne... Koliko je bilo tega, mislim, Pred mnogimi leti so izdali en koledar s temi tapiserijami in mislim, da to jih je ziher enih 13, 14, nekaj takega. Ja. Vem, se spomnim Spacal, Apolonijo, Zvezd, ja. Lepe tapiserije, sodobne. Mislim, ker so imeli prav to, v tistem času je bilo to ročno tkanje tako zelo popularno. Ja. Tudi statve so delali, v tovarni Silja, ki je bila tam, kjer je zdaj oddelek za oblikovanje, so delali tudi ročne statve, nožne, take majhne, jaz imam tudi namizne s 4 temi listi. Tako da, hočem reči, je bil čas, ko je bilo to zelo, te tapiserije zelo popularne. Ja, to je bilo obdobje, to 60-ta leta, 70-ta, tak, ja. Ker tudi, ne vem, z kakega doma, kje so to delali? Jaz mislim, da pa je to, da je bilo to vse narejeno v Novem Sadu. V Novem Sadu, verjetno, tam je iz vsake republike eno nekaj. Jaz sem šla, smo naredili enkrat eno ekskurzijo v Novi Sad, ta atelje, me je zelo zanimalo, oni še zdaj delajo, oni imajo tako tradicijo in organizirajo tudi, mislim, da ali bienal ali trienal z tkanjem tapiserij, umetnike vabijo, predavanja delajo, oni so tako aktivni, da res. In mi smo naredili enkrat razstavo v Miheličevi galeriji na Ptuju, smo jih povabili in so oni svoje tapiserije pripeljali in je bila razstava njihovih tapiserij, ki jih imajo v zbirki. Ja. Ja, Cankarjev dom je pred kratkim, so me poklicali, so prosili za nasvet, ker so rekli, kaj z njimi narediti, treba jih je oprati in to, ampak to so po 4-5 metrov. Mi nimamo tako velike delavnice, da bi jih lahko na tleh prala in smo potem, sem jim predlagala, da jih odpeljejo v Belgijo. Ampak vse to že bilo? To je bilo pred mogoče 2-3 leti, nekaj takega. Ja. Pa so jih vrnili. Ja, in so jih dali nazaj. Ja. Tako gre pogledati, vhodno v Cankarjev dom. In to pa je 6 jih je, ne? Ja. Iz vsake republike je bil en umetnik, ki je naredil predlogo, ne, in so stavili pa.
No, pri tapiseriji je zanimivo to, ne, da mnogi ne vejo tega, da je tapiserija ima vedno dva avtorja, ni samo slikar, ne. Tudi tkalec je izredno pomemben, ker ti, ko ti prenašaš to skico v tkalsko govorico, tu vsak tkalec ima svoj način in svojo roko, ne. Tako da ni enostavno, ja. Super je, mislim, tak pregled. Eva, še enkrat lepa hvala. V imenu Dirka, sploh v imenu akademije, glede na to, da ne pokrivamo vseh materialov, se mi zdijo sploh taki dogodki, kjer vabimo strokovnjake tudi iz drugih področij. Priložnostno, da lahko pokažete vaše bogate znanje in vaš bogat opus. Tako da res lepa hvala, da bi še eno davo zdaj.